Skupina Crimson, samo zdravo. Zdravo, dober dan. Kot vidim, imate že kar dolgo zgodovino. Ja, čas teče. Ne? V bistvu mi smo leta 2000 začeli igrati in potem kot vsak najstniški bend tudi hmalu razpadli. Vmes pa smo v bistvu naredili za en album avtorskega materiala in zdelo se nam je dobro, ampak takrat v tistih časih se to ni bilo tako enostavno posnet. Tako da smo to imeli v enem zelo taki slabi demo obliki in potem, ker smo še vedno verjeli v to glasbo, smo kasneje, ko se je to snemanje postalo malo bolj, ko se reče, dostopno, ne, smo potem to tudi dejansko posneli, čeprav band ni več igral. In ker je to ni bilo v prvem planu, je se to malo zavleklo, pa smo to letos komaj končali. In sedaj boste to izdali kot album? Tako je. Zaenkrat smo dali ven prvi single, The Bringer of Life. Naj bi prišlo še nekaj singlov ven pred izidom albuma, tako da v roku mogoče par mesecev bo zunaj tudi album. Najavil si že skladbo, ki je sedaj prišla med poslušalce, precej akustično. Ja, mi smo v bistvu takrat dejansko bili akustičen trio, ko smo to ustvarili. Vse skladbe so nastale in bile posnete takrat v začetni obliki z 3 akustičnimi kitarami, tako da sigurno je nekaj tega vpliva ostalo. Ne? Potem smo itak že tudi takrat šli na elektriko, pa en par skladb tudi postavili v elektriko, tudi to skladbo med drugim. Ampak dosti tega akustičnega vpliva je ostalo sigurno. Ne? Kaj pa sporočate skladbo? To prepuščamo v bistvu vsakemu poslušalcu, da se najde noter, kot se želi. Mogoče bom samo namignil, da gre za neko iskanje samega sebe. Sicer mi je skoraj neverjetno, da smo pri tistih letih, ko smo bili stari, slabih 20 let, pisali o takih stvareh. Ne? Tako da težko tudi rečem, kaj smo točno takrat s tem mislili, ker zdaj sigurno vsemi izkušnjami bi lahko mislili tudi kaj drugače, ne? Oziroma bi si lahko interpretirali stvari drugače, kot smo si jih takrat. Ja, dejstvo je, da gre za neko iskanje samega sebe v prispodobi nekega slona, ki se je zgubil na sliki, tako je. Tako gre zgodba. Ne? Pri videu pa ste posegli daleč v zgodovino, ker mislim, da ima že kar zgodovinsko vrednost. Ja, tisto je pa še zgodba zase, ker tisto smo slučajno imeli, se ni zgubil tisti posnetek v vseh teh letih, ki ga je naš prijatelj posnel na našem koncertu leto 2001 v Piranu in sicer videokaseta se je seveda vmes totalno uničila, ne, ker je prišlo v stik z enim videorekorderjem, ki ni bil v najboljši formi in je pač požrl trak oziroma ga uničil, tako da je močna distorzija prisotna na posnetku, ampak danes bi vsi dali gor kakšen filter s tako distorzijo, da bi izgledalo, kot da je staro, mi pa filtra nismo več rabili. Video je seveda na ogled na YouTubeu, pesem bova sedaj poslala tudi našim poslušalcem, zato samo boš prinesel življenje? Jaz, ko slišim to našo muziko, sem kar ponosen in mislim, da prinaša nekaj pozitivnega vsakemu, ki jo sliši, če ne drugega neko mladostniško neobremenjenost, čeprav z nekimi izkušnjami že tem starejših občanov. Tako da ja, upam, da bo prinesla karkoli pozitivnega, komorkoli slišal.